Na obisku. Dobrodošli v novi epizodi serije podkastov Na obisku, ki nastaja v produkciji Slovenskega združenja bolnikov z limfomom in levkemijo. Po dolgem vročem, a žal tudi poplavnem poletju, ki ni prizaneslo ljudem v Sloveniji, je čas za novo sezono podkastov Na obisku, ki jih pripravlja Slovensko združenje bolnikov z limfomom in levkemijo. Septembra vsako leto obeležujemo mesec krvnih bolezni, v katerem zgoščeno ozaveščamo o pomenu pravočasnega odkrivanja in zdravljenja teh bolezni. Čeprav je zgodnje prepoznavanje krvnih bolezni izjemnega pomena za uspeh zdravljenja, ostajajo te žal še vedno pogosto predolgo spregledane. Krvne bolezni močno obremenjujejo bolnike, njihove bližnje, pravzaprav celotno družbo, saj ima kar 82% bolnikov s krvnim rakom simptome, ki jih ovirajo v vsakodnevnem življenju. Leta 2019 je krvni rak v Evropi povzročil 154.000 smrti, skupni stroški vseh bolezni krvi in krvnih rakov v Evropi pa so ocenjeni na kar 23 milijard evrov letno. Tako so opozorili v Društvu bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije in v Slovenskem združenju bolnikov z limfomom in levkemijo. Pred začetkom meseca ozaveščanja o krvnih boleznih namreč obe organizaciji zagovornikov bolnikov zdaj že tradicionalno pripravita skupen informativen dogodek za zainteresirane javnosti in medije. No in tudi letos ni bilo drugače. Na srečanju so sodelovali profesor dr. Samo Zver, predstojnik kliničnega oddelka za hematologijo UKC Ljubljana, vodja specializiranega hematološkega laboratorija UKC Ljubljana, profesorica dr. Helena Podgornik, pa specialistka internistične onkologije Urška Rugel z oddelka za zdravljenje limfomov na Onkološkem inštitutu Ljubljana ter predstavniki in zagovorniki bolnikov Anita Ogulin, Drago Ivanuša, Jožica Preskar Filipčič ter Kristina Mudic. O pravočasnem odkrivanju zelo splošnih in zato pogosto pozno prepoznanih simptomov in znakov krvnih bolezni ter o pomenu pravočasnega obiska pri zdravniku smo se pogovarjali z dr. Urško Rugel z oddelka za zdravljenje limfomov na Onkološkem inštitutu v Ljubljani. Doktorica Rugel, kateri so torej te simptomi in znaki, za katere pravite, ne jih nikar ne spregledamo, ker lahko napovedujejo težko bolezen? To so tudi povsem specifični simptomi, kot so utrujenost, ki ni povezana z večjim telesnim naporom, ampak že o vsakdanjih opravilih, vročina, ki se pojavlja neodvisno od okužb. Potem je tukaj nočno potenje, da se moramo večkrat na noč preobleči in pa hujšanje več kot 10% telesne teže v pol leta. In seveda so tu potem še tiste povečane bezgavke, ki ne minejo po prebolevanju herpesa, rane na roki in podobnih bolezni lokalnih. Rekli ste, kar se tiče znakov in simptomov, da je v resnici sreča v nesreči, če se bolezen najavi s kakšno povečano bezgavko, da se lahko tudi veliko bolj zahrbtno in nejasno napove. Ja, res je. Bezgavke se lahko ne pojavijo na takih vidnih mestih, ampak v telesnih votlinah, v trebuhu, v medpljučju. Takrat ima bolnik tako nespecifične težave, da se pogosto išče druge vzroke bolezni in se na maligne bolezni oziroma sam limfom pomisli šele, ko ima bolnik že narejeno neko napredno slikovno diagnostiko, na katero pa vemo, da se pri nas lahko tudi čaka zaradi preobremenitev sistema in čakalnih dob, ki jih imamo. Prihajate z oddelka za limfome, kjer zdravite seveda bolnike z različnimi oblikami in vrstami limfomov. Zakaj je prav za limfome tako zelo pomembno, da so odkriti čim prej, da začnete z zdravljenjem čim prej? Kaj to pomeni lahko za bolnika? Pri agresivnih boleznih to sigurno pomeni hitreje, ko ga najdemo, hitreje lahko začnemo zdraviti. Manjši obseg bolezni, boljši so izhodi zdravljenja.
In pa seveda na začetku bolezni je bolnik tudi še v dobri splošni kondiciji. Če bolnik pride v kasnejši fazi, ko je že močno shujšal, ko je njegov imunski sistem že res močno oslabljen, takrat je zdravljenje tudi težje prenašati, občasno ga moramo tudi prilagoditi, ker standardno zdravljenje bi bilo preveč toksično za njega. Potem imamo pa tukaj še nizko maligne limfome, ki pa v resnici, tako kot je že profesor Zver rekel, to imaš in čez pol leta rabiš naslednjo kontrolo. Pri teh bolnikih je pa vseeno pomembno, da ko izvejo, da imajo maligno bolezen, da naredimo vso diagnostiko in se z njimi pogovorimo. Rečemo, imate limfom, ki je kronična bolezen, nič ne bomo naredili. Bolniku je treba razložiti, zakaj ne potrebuje zdravljenja. In če tudi se izkaže, ko dajo vso diagnostiko ljudje skozi, seveda pod vašim vodenjem, da tudi če je diagnoza neugodna, je denimo limfom ali druga oblika krvnega raka, to ne pomeni konec sveta. Da kljub teži te bolezni, ki je ni moč zanikati, vendarle se bolezni oprijema tudi neupravičena stigma. Točno to. To je tisto, kar mene ob obravnavi bolnikov, ki jih mi obravnavamo, najbolj moti. Bolniki z limfomom tudi v napredovali fazi je lahko stanje še vedno povsem ozdravljivo. Ali pa zazdravljivo z daljšim potekom kronične faze. Zato je toliko pomembno, da se diagnoze ne ustrašimo. Da se diagnoze ne ustrašijo tudi zdravniki, ki bolnika obravnavajo zaradi drugih vsakdanjih težav. In da so obravnavani temu primerno. Da lahko bodo povsem ozdravljeni in prav tako imajo lahko tudi vse druge bolezni, kot njihovi sovrstniki. Tudi ko vidimo, da je bolezen močno napredovala, to še ne pomeni konca sveta. Na voljo imamo vsa najsodobnejša zdravljenja. Če niso na voljo na Onkološkem inštitutu, so transplantacije in CAR-T terapija, ki je bila boom v zadnjih letih, dosegljive na kliničnem oddelku za hematologijo. Tako da upanje vedno ostaja. Jaz rečem, delali bomo do konca in da še ni čas, da vržemo puško v koruzo. V veliko in raznovrstno skupino krvnih rakov se poleg bolj znanih limfomov in levkemij prišteva tudi diseminirani plazmocitom, ki se najavi zelo neznačilno, saj se nekateri njegovi simptomi pojavljajo tudi pri drugih boleznih. Med pogostejšimi simptomi diseminiranega plazmocitoma so tako bolečine v kosteh in zlomi kosti, pa fizična utrujenost, hujšanje in pogoste okužbe, kar seveda še dodatno otežuje diagnozo. Za diseminiranim plazmocitomom je pred 12 leti zbolela takrat komaj 39-letna Jožica Preskar Filipčič, danes predsednica Društva bolnikov s krvnimi boleznimi, ki se tistih časov spominja takole. V bistvu zbolela sem leta 2011. Takrat so se to pričelo z bolečinami v križnem delu hrbtenice. Nihče takrat ni posumil pri mojih 39, da gre za plazmocitom, zato so pač me napotili na razna slikanja. Sem pa zelo hitro preko ortopedov potem nekako prišla do diagnoze in sicer v 2 mesecih do diseminiranega plazmocitoma, ker v večini primerov, zdaj ko govorim z bolniki, ostalimi kar traja nekje 4 do 6 mesecev, da pridejo do te diagnoze. Tako da sem jaz očitno takrat imela kar veliko srečo. Hitro so začeli z zdravljenjem, z kemoterapijami, obsevanjem, operacijo ledvenega dela hrbtenice in pa z presaditvijo kostnega mozga. Moje telo se je zelo dobro odzvalo, tako da smo nekako do letošnjega leta z mojim plazmocitomom kar lepo sobivala. Letos sem imela januarja drugo presaditev, odziv je bil zelo dober mojega telesa, tako da sicer sem zdaj na vzdrževalni kemoterapiji, ker je pač to zdaj postopek zdravljenja takšen. Počutim se v redu, tako da mi daje tako vso moč, da delam v društvu, da sodelujemo in da se imamo lepo.
Za odkrivanje krvnih rakov in krvnih bolezni širše je nujna ustrezna laboratorijska diagnostika. Najtežje preiskave opravljajo v specializiranem hematološkem laboratoriju kliničnega oddelka za hematologijo UKC Ljubljana, toda resnici na ljubo se diagnostika navadno začne v laboratoriju lokalnega zdravstvenega doma. Tako pove vodja specializiranega hematološkega laboratorija UKC Ljubljana, profesorica dr. Helena Podgornik, ki poudarja tudi pomen tesnega sodelovanja laboratorijske diagnostike in klinike. Zdaj, seveda, kar se pa tiče potem teh zahtevnejših preiskav, danes so res nekatere že zelo zapletene, pa lahko z veseljem rečem, da vem, da za vse te bolezni imamo na razpolago za slovenske bolnike primerljivo diagnostično obravnavo kot kjerkoli v zahodnem svetu. Mogoče bi izpostavila še eno stvar, zakaj je v času, ko vsi naročate preko Alibabe pa Amazona stvari pa pošiljate kamorkoli na svetu, vendar je pomembno, da pa imamo to tukaj sredi Slovenije, ki je majhna. Zato, ker smo mi pravzaprav v tej obravnavi bolnika ekipa, skupaj s kliniki. Na dnevni ravni usklajujemo in pravzaprav tudi kot navigacija stalno preračunavamo, v katero smer bomo šli, kako bomo zapeljali vse te diagnostične procese, da bomo prišli do odgovora celovitega v čim krajšem času. In nedvomno je to predpogoj, da res pridemo zelo hitro do rezultatov in predvsem do vseh potrebnih rezultatov, ki zlasti pri nekaterih zapletenih diagnostičnih primerih niso te poti tako zelo enostavne. Slovenija ima pri zdravljenju krvnih bolezni veliko prednost, kajti bolniki zdravila, ki so v Evropski uniji odobrena strani Evropske agencije za zdravila, v slabega pol leta od odobritve lahko prejmejo tudi v Sloveniji, in sicer na stroške obveznega zdravstvenega zavarovanja. Dostop do najsodobnejših terapij je pri nas, tudi po zaslugi Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, torej dober in hiter, pojasnjuje predstojnik kliničnega oddelka za hematologijo UKC Ljubljana, profesor dr. Samo Zver, ki pa hkrati opozarja tudi na problem tako imenovane defenzivne medicine. To pomeni, da število zdravstvenih preiskav narašča, ker bolnikom ne opravljajo le preiskav, ki jih ti potrebujejo, temveč za vsak primer tudi tiste, ki jih lahko, če tudi te preiskave zanje morda nimajo posebne dodane vrednosti. To pa nujno pomeni slabši dostop do zdravstvenih storitev za srednje bolne ljudi, pripoveduje profesor Zver. Kaj si lahko pacienti obetajo, če že zbolijo za tako težkimi boleznimi? Vrhunsko kliniko z vrhunskimi zdravniki in vrhunskim laboratorijem. Pravite, da vse to sicer naši bolniki imajo, da nam lahko to marsikdo zavida, da je zelo dobro poskrbljeno za zelo težke bolnike, ki so strašno ogroženi in kronične, ne pa za srednje bolne. Kaj imate v mislih? Ja, rečemo, kdo je srednje bolne. Nekdo, ki ima recimo srčno popuščanje, pa ga recimo samo vsak 10. dan ima težko sapo po noč. Tam tudi življenje ne fajn, ampak nima to vsak dan. In takih, ki damo na stranski, ti rečemo, bo že počakal, pa ni vedno to prav. In recimo, kle so te splošni simptomi, o katerih smo govorili, hujšanje, nočna potenja. Tako zle stvari se skrivajo v ozadju, da to mora biti jasno, da je to urgenca. In to moraš prevesti tudi v zavest prakticirajočih zdravnikov, da je to urgenca, da je to glih kot koronarni sindrom, bolečine v prsih. Isto urgence, isto. Konkretno ste opozorili na ta simptom hujšanja, da nekdo, ki zelo močno shujša, da to ni za spregledati, niti nas ne odvrača strah, če se je treba poiskati pomoč. Ja, recimo, to so bile take zgodbe, sem dolgo časa delal na internistični prvi pomoči, prvo kot zdravnik, pol kot nadzorni zdravnik. In tam ni bilo nikoli postelj za sprejet, Pa je prišel en tak, ki je hujšal, se je rekel, bo pa še 3 dni doma, pa se ga dal domov. Danes ga ne bi dal nikoli. Ker če on prije, če ga jaz sprejmem, v bolnici ga bo nekdo pogledal. Tudi če bo neprijazen, ga bo pogledal, pa nekaj najdu. Če ga pa ne sprejmem, pa vprašanje, če ga bom še kdaj videl v bolnici. To je ta pamet,
tako in izkušnje. Upozarjali ste vsi skupaj tudi na to neenako obravnavo bolnikov glede na to, iz katere regije prihajajo. Glejte, tako da malo karikiram, jaz sem v Piranu eno stanovanje, sem si uspel kupiti, pa mi vsi pravijo Ljubljančan, ne, pa kao, ne, kaj si tujc, pa forešt, pa tako naprej. Ampak gre pa za zdravje, pa vsi v Ljubljano. Pa dajmo biti toliko lokal patrioti, ne. Imej zaupanje tudi v svoje zdravnike, ne samo dvome v meni, tako da karikiram, ne. Sej jih tudi razumem marsikoga, da misli, da je v Ljubljani ne vem kaj, ampak tudi v periferiji ni slabo. Ljudje se trudijo, vprašajo. Verjamem, da lahko, da si nezadovoljen. Pa takrat še vedno lahko prideš do nas. Ni noben problem. Če je dostopnost do zdravil pri nas na srečo zelo dobra, pa to ni mogoče trditi za dostopnost do specialistov hematologov, ki jih v Sloveniji kronično primanjkuje, predvsem v regijskih bolnišnicah. Kristina Modic, izvršna direktorica Slovenskega združenja bolnikov z limfomom in levkemijo, ocenjuje, da je potrebno v prihodnje s skupnimi močmi najti trajnejšo rešitev, ki bo ustrezna tako za bolnike kot za zdravstvene delavce, predvsem pa bo bolnikom zagotavljala nesporno varno in enako dostopno zdravstveno obravnavo, ne glede na predel države, v katerem se zdravijo. Ne primanjkuje samo hematologov, tudi na Onkološkem inštitutu na oddelku za limfome so zelo zožana ekipa, ki dela čudeže, imajo ogromno pacientov in sam hvala, da zmorete, ker je tam ravno tako velika obremenitev. Zdaj, kar se pa tiče perifernih bolnic, mi v združenje večkrat dobimo klic, če smejo zamenjati in se preseliti v Ljubljano na obravnavo, ker se tudi ne počutijo varno obravnavane na lokalni ravni. Naprimer imajo pregled, potem pa ima nek zaplet doma in ni nikogar na drugi strani, ker pač takrat ravno hematologa iz Ljubljane ni tam. Mi v združenju menimo, da to ni varna obravnava, da je treba res, kot je profesor Zver rekel, neko strategijo narediti, kajti vsak bolnik iz cele Slovenije ima pravico biti enakovredno obravnavan, varno in kakovostno. To zdaj sigurno pač ni mogoče, in zato imate strokovnjaki vso našo podporo, kadar jo potrebujete. Tudi mislim, da bomo mogli neki skupaj oren glas dvigati, da se bo to spremenilo, ker res, kar je najbolj važno, vsak bolnik, tudi iz Zgornje Kungote, mora biti obravnavan enako kot tisti, ki se obravnava v Ljubljani. S predsednico Društva bolnikov s krvnimi boleznimi smo spregovorili tudi o nekaterih drugih izzivih hematološko-onkološke obravnave, kje je torej še prostor za izboljšave. Jožica Preskar Filipčič. Je v bistvu tako, kot predsednica in tudi kot osebno sem mnenja, da že kot bolniki, ko se soočamo z simptomi, ne več biti strah se soočati z tem in čakati z obiskom osebnega zdravnika. To je v prvi fazi. Je pač potrebno iti, se s tem soočiti in nekako potem, če zmoremo mi, zmorete tudi vi. Mogoče, tako kot sem že danes na konferenciji dejala, te težave, ki se pojavljajo v primarnih bolnišnicah, nekako smo zdaj sicer v splošni bolnišnici Novo mesto, Izola in na Jesenicah rešujemo zadeve z obiski hematologov iz Ljubljane, vendar to je nekako kratkoročna rešitev, potrebno bo nekako poskrbeti tudi za naprej, kako se bodo te zadeve odvijale. Sem pa prepričana, da s tem imamo kvalitetno obravnavo tudi v primarnih bolnišnicah, saj so v bistvu vsi povezani tudi z Ljubljano in se to zelo lepo sodeluje. Naše delo društva je to, da pa potem, tako kot je tale akcija letošnja Mesec krvnih bolezni, ozaveščamo laično javnost na simptome in znake z raznimi predavanji, z raznimi zgibankami, z infostojnicami po zdravstvenih domovih. To se mi zdi zelo tako izhodiščna točka. Vsi prihajajo v zdravstveni dom nekako po ali na svet ali z nekimi simptomi, nekimi znaki bolezni in mislim, da je to pravo ozaveščanje.
in potem z temi raznimi stojnicami po mestih, tako da ozaveščanje. Za učinkovito zdravljenje hematološko-onkoloških bolezni je po mnenju skladatelja in glasbenika ter člana Slovenskega združenja bolnikov z limfomom in levkemijo izjemno pomembno partnerstvo med bolnikom in zdravstvenimi delavci. Ne pasivna drža, temveč zaupanje in velika mera čuječe pozornosti, pravi Drago Ivanuša. Ta družba sodobna in tako naprej prinaša en skup očitnih vplivov na naše zdravje in tako naprej, da se bo treba pač sprijazniti s tem, da ljudje zbolijo, bolj ali manj, in da v bistvu, tako kot sem že prej rekel, da preprosto morajo biti partnerji s svojim zdravnikom, da ne gre za to, da si ti pasiven in računaš na to, da bo že nekaj drugega poskrbelo zate, da si čuječ, da si kot bolnik v bistvu na preži, hkrati pa da zaupaš, to se je zdaj recimo zelo krhalo, ko smo imeli to epidemijo oziroma pandemijo, tam ti neki dvomi v znanost in tako naprej. Lejte, moje izkušnje so drugačne, ne? Tako da to zaupanje in hkrati, kot sem rekel, pozornost. Ob zdravljenju in v času okrevanja so za bolnike nadvse pomembni tudi podporni programi, ki jim omogočajo lažjo, hitrejšo in uspešnejšo reintegracijo v običajno delovno, izobraževalno in socialno življenje. V Slovenskem združenju bolnikov z limfomom in levkemijo skupaj s stroko že 6 let izvajajo program celostne rehabilitacije za bolnike s krvnimi raki skupaj na poti do zdravja. Program sofinancira Ministrstvo za zdravje. Govori izvršna direktorica združenja Elinel Kristina Modic. Program celostne rehabilitacije bolnikom pomaga, da se pač lažje, hitreje vrnejo nazaj v tisto vsakdanje življenje, da imajo boljšo kakovost življenja, da imajo manj zapletov pri zdravljenju, tudi preprečuje zaplete, a ne rehabilitacija, tako da je ena velika dobrobit za bolnika, še posebej za tiste, ki recimo zaključijo bolnišnično obravnavo, kjer že dobijo neko celostno obravnavo in pa rehabilitacijo. Potem pa so po zaključku bolnišnične obravnave sami s seboj, prepuščeni sami sebi, tukaj pa nastopimo mi z našim programom rehabilitacije, kjer samo preidejo v bistvu iz ene obravnave bolnišnične v našo rehabilitacijo in se tako pač upomorejo in vrnejo nazaj v življenje. Kaj konkretno so te vsebine, s katerimi se seznanijo skozi rehabilitacijo? Bolnik gre čez 3 module, v bistvu obiskuje 3 module, psihosocialni, kjer dobi psihološko podporo, potem je fizikalni modul, to se pravi 2-krat na teden ima možnost hoditi na telovadbo, ki je seveda prilagojena potrebam naših bolnikov. In pa 3. modul je pa prehranski modul, tukaj so pa delavnice s klinično dietetičarko, ki v bistvu bolnike ozavešča, vodi in pa informira k pravilni prehrani, ki dobro podpira tako morebitno zdravljenje ali okrevanje in je usmerjena prav v potrebe teh naših bolnikov. Tako da v bistvu z 3 vidikov se podprejo. Še en pomemben vidik pa je, da ta naša celostna rehabilitacija v bistvu tudi združuje bolnike, vidijo se, so skupnost, ki se med seboj podpira, med sabo postanejo tudi prijatelji, se spodbujajo in to je tudi ena taka velika dodana vrednost. Vsako leto se zdaj že tradicionalno mesec boja proti krvnim rakom in krvnim boleznim širše začenja pravzaprav z opozarjanjem na znake, na simptome. Kaj kažejo izkušnje v združenju, izkušnje bolnikov? Je še vedno problem pravočasno prepoznavanje teh sprememb, ki nakazujejo lahko na krvnega raka? Ja, ravno zato želimo vsak september ozaveščati predvsem zdravo populacijo, ker je izrednega pomena, da so te naše bolezni pravočasno odkrite. Simptomi teh naših bolezni pa so zelo podobni simptomom manj nevarnih bolezni. In zato so lahko zamenljive in ponavadi že ljudje ne posvečajo dovolj pozornosti. Potem se dogaja tudi, da splošni zdravniki
bolnikov ne jemljajo tako zelo resno, sploh tistih mlajših generacij. In bolezen pač raste iz stadija v stadij in kasneje, ko je ugotovljena, težje je ozdravljiva in bolj naporno je zdravljenje in pač slabša je kakovost življenja. Omenjali ste mlajšo generacijo, vemo, nekatere oblike limfoma so tiste, ki zelo pogosto prizadanejo prav mlade in v združenju se to jesen posvečate posebej tej skupini bolnikov, torej mladih bolnikov s krvnimi raki. Zakaj je pomembno, da imajo oni prilagojene podporne programe, ne prilagojene, temveč namenjene prav njim? Vsi vemo, da različne generacije imajo na življenje različne poglede. In enako je tudi pri naših bolnikih. Starejše generacije imajo svoje specifične potrebe, mlajše generacije pa svoje specifične potrebe. In težko je vse skupaj združiti v en podporni program. To smo ugotovili skupaj z našimi mladimi članicami in člani. In zdaj želimo na ta način tudi s to ozaveščevalno kampanjo septembra spodbuditi še ostale mlade bolnike z izkušnjo krvnega raka, da se nam pridružijo, da bi skupaj nekako uspeli pripraviti čim bolj kakovostne podporne programe, ki bodo podprli to mlajšo generacijo bolnikov tam, kjer najbolj potrebujejo pomoč. V septembru se bodo sicer zvrstili številni zanimivi dogodki, s katerimi obe organizaciji bolnikov javnost ozaveščata o pomenu zgodne prepoznave in zdravljenja krvnih bolezni. Več o njih izveste v koledarju dogodkov v mesecu krvnih bolezni, ki ga najdete na spletnih straneh Slovenskega združenja bolnikov z limfomom in levkemijo ter Društva bolnikov s krvnimi boleznimi. Naj posebej opozorimo na dobrodelni projekt Kolesarimo za tiste, ki ne zmorejo, s katerim Slovensko združenje bolnikov z limfomom in levkemijo zbira sredstva za nakup sobnih koles, s katerimi želijo opremiti 6 sob oddelka za hematologijo in hematološko onkologijo ter oddelka za onkologijo Univerzitetnega kliničnega centra Maribor. Vsa zbrana sredstva bodo v celoti porabljena za nakup sobnih koles ter za program celostne rehabilitacije po bolniškem zdravljenju Skupaj na poti do zdravja, ki ga skupaj s strokovnjaki izvaja Slovensko združenje bolnikov z limfomom in levkemijo. Sobnimi kolesi na obeh oddelkih bodo omogočili bolnikom, ki so na intenzivnem in napornem onkološkem zdravljenju, kakovostnejšo rehabilitacijo ter lažji in hitrejši povratek nazaj v življenje. Morebitna preostala zbrana sredstva pa bo združenje v celoti porabilo za izvajanje prepotrebne celostne rehabilitacije bolnikov, ki se po končanem zdravljenju soočajo s številnimi psihofizičnimi težavami, ki jih povzročajo stranski učinki zdravljenja in bolezni. Tudi vi lahko podprete nakup sobnih koles z SMS donacijo Zdrav 10 ali Zdrav 5 na 1919. Več o dobrodelnem projektu in morebitni donaciji s kreditno kartico ali pa z nakazilom na transakcijski račun najdete na spletni strani www.limfom-levkemija.org. Današnji podcast pa zaključimo s prelepim sporočilom, ki nam ga je na dogodku pred mesecem krvnih bolezni 2024 namenila humanitarka Anita Ogulin iz Zveze prijateljev mladine Moste Polje. Gospa Ogulin se namreč tudi sama spoprijema s krvnim rakom. Moje počutje je dobro, moja vera v medicino je neomajna in vsakič, ko govorim z zdravniki, z onkologi, ko hodim na preglede, mi vsakič dajo novo upanje in seveda, ker zdaj tudi več prebiram o tej znanosti, tudi vidim, da so dnevno nova in nova zdravila in jaz kar nekako verjamem, da če ne bom čisto ozdravela, bom imela pa možnost še dolgo pravzaprav pot življenja ustvarjati, kar si želim. Zato bi se res iskreno zahvalila vsej medicinski ekipi, ki me spremlja in vsakemu človeku res položila na srce, poslušajte svoje telo, dajte se ravnati po svojih občutjih in ko veste, da je neobičajen pojav, da se nenadno slabo počutite, obiščite zdravnika in bodite vztrajni, da vas sprejme.
Hvala za pozornost, vabljeni na kakšnega v široki ponudbi dogodkov v mesecu krvnih rakov 2023. Imejte lep dan in naslišanje. Na obisku.